Ja, kolesarje gledamo na sponzorje, da so nam kot šefi, ne? In če je dobro sodelovanje, tudi mi z veseljem predstavljamo to ime in smo res ponosni, da lahko predstavljamo neko podjetje oziroma firmo. Ja, kakor sem že prej povedal, jaz mislim, da je Fructal, ker ima izdelek Frutabelo in kot vemo, Frutabela je res izdelek za kolesarje, ne samo za profesionalne, ampak res za množičnost, za rekreacijo in kakor nekako vsak povezuje Fructal oziroma Frutabelo s kolesarstvom, je fino zdaj, da se ta povezava tudi vzpostavlja uradno med podjetjem Fructal in pa Kolesarsko zvezo. Ja, jaz že, ko sem začel kolesariti, je bilo edina stvar, ki sem jo na kolesu jedel, so bile Frutabele in to je bila moja prva energetska tablica in še danes jo z veseljem odprem. Kolesarstvo je res zanimiv šport za sponzorje, zato ker je taka, bi rekel, ciljna skupina ljudi in pa lokacija se spreminja. Če imaš na dres, je vedno odzunaj kot nek reklamni pano, ki potuje po cesti in kjerkoli so, ni stacionarno, ne. Tudi veliko, saj v tem profesionalnem športu, je veliko medijev oziroma na Eurošportu so etape, ki so dolge po, ne vem, 2-3 ure prenosi in v teh 2-3 ur, da imaš skozi reklamo gor, je tudi nekaj, ne. Mi v klubu sodelujemo s sponzorji na več načinov. Kot vemo, je glavni sponzor Giant, kar pomeni, da je ime kolesa oziroma firma kolesa in pa tudi drug sponzor je Shimano, to so komponente kolesa in moramo veliko teh spotov snemati, reklam, ker mislim, da gre to z drugo v roki. Kot proizvajalec koles, da sponzorira kolesarsko ekipo, je čisto normalno, ne. In ja, največ imamo teh, video snemamo, tudi recimo Shimano ima svoj channel na YouTubu, kjer dnevno posodablja te videe iz dirk, tudi kakšne insiderske, bi rekel, za sceno, kva se dogaja v sobah kolesarjev pa tako naprej. Tako da je dosti oseben pristop je, ne, sponzorji. Ja, jaz mislim, da kakor sem včasih, recimo, ko še nisem imel nekih rezultatov, sem tudi spremljal ostale športnike na Twitterju in mi je bilo všeč, da vidiš kakšne osebne slike od njih, ne, pa osebne misli in nekako sem s tem začel, mislim, da 2011 in je tudi dobro za samo promocijo, za promocijo sponzorjev in jaz mislim, da so to zelo taka fina stvar, te socialni mediji.